Dobrodošli! Podjetja, ki razmišljajo in delujejo trajnostno, imajo prihodnost in ta tudi trajnostno poročajo. Dobrodošli na 3. videoposnetku. V njem bom delila nekaj praktičnih izkušenj. Ste za akcijo? Sedaj pa beseda ali dve o najboljših praksah poročanja. Seveda ne opiramo se več samo na globalne prakse poročanja. V Sloveniji že poročamo zadnjih skoraj 15 let in imamo že številne uspešne prakse, ki so bili nagrajeni tako v domačem kakor mednarodnem okolju za dobro poročanje. Zato bi navrgla samo nekaj takih nasvetov, čemu moramo slediti. Seveda, ne glede na to, da smo lahko strokovnjaki s področja trajnostnega razvoja, vsi smo ljudje in vsi smo deležniki komunikacije, ki mora biti lažje sprejemljiva, če je razumljiva in uporabniku prijazna. Pri tem sledimo konceptu ne več je bolje, ampak manj je več. In s tistim manj poročamo na najbolj eksakt način, ki je tudi atraktiven, ki privablja. Torej nikakor ne izključujemo marketinških prijemov, ampak jih involviramo, pri tem pa se izognemo pasti tako imenovanemu greenwashingu, ampak temeljimo na jasnosti, na kredibilnosti, transparentnosti in zanesljivosti. Dobra poročila so zmeraj jasno strukturirana in so jedrnata, nam ne ponujajo balasta, ki nas ne zanimajo, ampak zelo na hiter način nam vizualizirajo nam pomembnejšo vsebino. Torej, kot sem rekla, vizualizirajo, vizualni elementi so nadvse dobrodošli za hitro in lažje razumevanje informacij. Torej, nismo omejeni samo na tiskovine, ampak sedaj z različnimi novimi mediji, vizualizacije, družbenimi mediji se približamo različnim segmentom naših deležnikov na njim najbolj primeren način. Torej, kako se lotiti in narediti nadaljnje korake? Najprej se vprašamo, ali bomo ta proces trajnostnega poročanja izkoristili še za kakšno ustvarjanje dodane vrednosti. Če vprašate mene, zdaj rečem zmeraj da, kajti to pa pomeni, da oplemenitimo te resurse, ki jih damo za trajnostno poročanje in jih preprodamo še na toliko različnih drugih načinov. Ali kako korenito želimo poseči v notranje procese? Ali želimo izboljšati, koga želimo vse vključiti? Tudi tu imamo nenehne priložnosti optimizacije. Naslednje vprašanje, kako široko želimo vključiti najvišje vodstvo? Seveda si vedno želimo, da bi bilo najvišje vodstvo, se pravi pri glavi se vse začne zelo involvirano, ampak prakse kažejo, najbrž tudi v vašem podjetju, da se najvišje vodstvo ponavadi ni pripravljeno zelo vključevati, zato za vsako podjetje posebej velja premisliti, kako pa vendarle vključiti najvišje vodstvo, kajti potem je trajnostno poročanje najbolj izkoriščeno in ima največji potencial potem te dodane vrednosti širiti na druga področja podjetja. Pa tudi, če ni najvišje vodstvo tako zelo vključeno, kot si želimo, ponavadi je ta drugi nivo odločanja in upravljanja tisti, ki je generator sprememb na področju trajnostnega razvoja, pa se vprašamo, kako na široko vključiti naše sodelavce. Zmeraj je dobro, da smo tu nekaj diplomatski in da poskušamo na ta način vključiti tiste sodelavce, ki najbolj lahko pripomorejo k promociji trajnostnega razvoja in ki jih dobro okužimo z dobrimi virusi trajnostnega razvoja, jih opolnomočimo za nadaljnje delo. To se nam na tolikih področjih potem izkaže kot zelo dobro in koristno. In vprašamo se tudi, ali imamo določene druge procese, kot recimo standardiziranje po ISO 9001, 14001, morda 26001, morda za energijo
energetsko 50 000. Skratka, te druge ISO standarde, ki bi jih lahko povezali s trajnostnim poročilom. In seveda na koncu, ampak ne najmanj pomembno, ampak včasih celo najbolj pomembno, kako potem ta dokument v video ali e-obliki ali tiskani obliki promovirati tako, da se marketinško trajnost in naše podjetje najbolj pozicionira. Veliko vprašanj, veliko odgovorov, veliko izzivov, ampak hkrati tudi bogata mera dobrega dela in dobrih rezultatov, če se stvari lotimo na prav način. Želim vam uspešno delo. Če se želite obrniti za več informacij, za dodatne izkušnje in sodelovanja, ste zelo dobrodošli, da nam pišete ali pogledate našo spletno stran www.Zelena Slovenija in nam pišete. Veseli bomo sodelovanja, kajti verjamem, da vsako dobro delo z področja trajnostnega razvoja se zmeraj multiplicira. Hvala za vašo pozornost in vse dobro.